Žujo, danes je posebna oddaja oziroma posebna epizoda Jecljajočih novic. To je že šesta po vrsti. Ker na vsakokratnem liveu na TikTok kanalu Jecljam dobim v teh trenutkih mnogo vprašanj, kaj menimo o Ukrajini, o Rusiji, o vojni, sem se odločil, da bo ravno zaradi tega, da vsakomur ne odgovarjam vsakič posebej, nastala ta današnja posebna epizoda Jecljajočih novic. Seveda prej en disclaimer. To je čisto moje laično mišljenje. Jaz nimam o politiki kaj pojma, ampak menim, da kar nekako dosti logično razmišljam v življenju in verjamem, da je nekje resnica vmes. Najprej naj omenim, da to je dejansko vojna. Ni to tretja svetovna vojna, kot to nekateri imenujete. Je to totalna agresija Rusije nad Ukrajino. Tu gre za zelo veliko število dejavnikov, ki so pripeljali do tega. Ne pozabimo, Ukrajina je bila del Sovjetske zveze, ki je neslavno razpadla. Menim tudi, da v tem določenem trenutku, ki se dogaja, in po mnogih komentatorjih, ki so politično vešči, ki poznajo celotno zgodovino Sovjetske zveze in vseh predsednikov Rusije, bi prej ali slej prišlo do tega oboroženega spopada. Je tudi dejstvo, da Putin kot oseba, da ni ravno čisti. Da verjetno, v kolikor bi bil kdo drug predsednik, bi vseeno malce manj grobo napadel Ukrajino, če se sploh lahko temu tako izrazim. Kajti to je vojna. Ti neki strokovni komentatorji menijo, da v kolikor bi bil kdo drug predsednik, bi prišlo do napada Ukrajine, ampak verjetno res samo pri ozemljih, ki je bilo že prej prorusko naravnano. Da pa boste majčkeno razumeli celotno dogajanje te Rusije in celotnega tega oboroženega spopada, ne pozabimo, da je Gorbačov v času hladne vojne dejansko rešil celotno Evropo pred res hudim spopadom. Kot je vsaj meni znano in po številnih dokumentarnih oddajah in vse, je bil ravno Gorbačov tisti, ki je preprečil masaker. A šele zdaj prihaja na plan, da je to takrat naredil s pogojem, da se Nato ne širi. Torej, da vse ostane nekako v pad poziciji. In kaj se je zgodilo? Ja, Nato se je širil, mislim, da 800 kilometrov od takratne meje. Vedeti pa morate, da kljub vsemu, da imamo na svetu 3 močne velesile. Amerika, Kitajska in Rusija. Za Kitajce tako ali tako vemo, da so veliki prijatelji Rusije. Že od nekdaj in tako bo tudi ostalo in da so nasprotniki Amerike. Ravno zaradi tega je tudi že sedaj Kitajska opozorila Ameriko, da naj se ne vmešava v Tajvan. Pa o tem majčkeno kasneje. Koliko časa bo trajala ta vojna? Dejansko so se Rusi ušteli, da bojo naredili, kot so to včasih delali Nemci, blitzkrieg, da bojo to v 2-3 dneh končali. No, Ukrajinci so porniški narod, trdoživ narod in seveda se borijo za svojo domovino, kar je tudi prav. Nekako se pa jaz ne morem znebiti občutka, da bo vse skupaj nekako trajalo toliko časa, kot je vojna za Slovenijo. Tam nekje 10 do 14 dni, jaz mislim, da bo vse skupaj trajalo. Kajti res ni v interesu nobenega, ampak res ni v interesu nobenega, da bi se ta vojna nadaljevala ali pa še bog ne daj celo razširila. Ukrajina je vedno imela nek poseben položaj. Bila je blizu Evrope in seveda takojšnja soseda Rusije. V tem trenutku kar nekako vsi pozabljajo, mislim, da je bilo 2 leti ali 3 leta nazaj, kaj je delala Ukrajina ravno Evropi. Izsiljevala je ceno plina Rusiji. In kaj je bila posledica? Ja, posledica je bila takrat, da je bila kar energetska kriza v Evropi zaradi nedobave plina. Ukrajinci so, oziroma vlada Ukrajine je očitno hotela izsiliti
sedaj le zelo na hitro članstvo v EU. Seveda z namenom, da jih zaščiti Nato. Zdaj, a je to prav ali ne, to bo pokazal čas. Je pa dejstvo, da sam Nato posredno seveda noče iti v oborožen spopad, saj ne še v tem trenutku. Je pa tudi dejstvo, da članice Nata sedaj vedno več orožja pošiljajo v Ukrajino za boj proti Rusiji. Kaj se bo iz tega izcimilo? Jaz menim, da za nas, navadne ljudi, nič dobrega. Ne tako kratkoročno, kot tudi dolgoročno. Ne pozabimo, že tako smo imeli letos korono in mislim, da posledica tega vojaškega dejanja, vojaškega napada Rusije nad Ukrajino bo še dolgo čutiti. Tako na ekonomskem, predvsem na ekonomskem področju, kot tudi še verjetno kje drugje. Seveda, val beguncev se bo povečal in tako naprej. Je pa zanimivo, da korone kar naenkrat ni več. Prej sem vam jaz že omenil Kitajsko in Tajvan. Bojim se, da bo kaj kmalu tudi tam prišlo do napada Kitajske na Tajvan. Kajti Kitajci so že zelo resno opozorili Američane, naj se ne mešajo v ta njihov nesporazum, v narekovajih, oziroma nesoglasje. Kar pa jaz vidim kot največjo nevarnost, na katero tudi že sicer nekateri analitiki opozarjajo, je, da bi ravno zaradi tega ruskega napada lahko prišlo do nemirov na Balkanu, v Bosni natančneje. Kajti za moje pojme je bil tisti Daytonski sporazum, ki je bil podpisan, da se kao umirijo razmere v Bosni in Hercegovini, totalna polomija celotnega sveta. Če so že hoteli narediti mir, bi mogli že takrat razdeliti si Bosno, kakor je nekako bilo namenjeno z samim sporazumom. Pač Republika Srpska bi bil del Srbije, tam, kjer so večinoma hrvaški prebivalci, bi moralo pripadati Hrvaški, ostalo pa Bosna. Ja, zmanjšala bi se Bosna, definitivno, ampak tako bi bil vsaj mir. Tako pa kaj? Sedaj imamo že ne vem koliko let neko kvazi premirje, da ne govorim o tem, koliko je teh kantonov v Bosni in Hercegovini in še bi lahko naštel. Skratka, gre za totalno polomijo. V tem primeru med Ukrajino in Rusijo ni nobenega zmagovalca. Lepo je napisal nekdo na spletu. Tukaj se ne smemo postaviti čisto na nobeno stran. Kajti vkolikor se postavimo na katerokoli stran, podpiramo vojno. Je pa nek naš politik sicer zelo lepo napisal, presenetljivo, da je res nepredstavljivo, da v 21. stoletju, da prihaja do oboroženih spopadov, do vojne, do napada, do agresije. Smo kar nekako vsi pozabili, da vedno obstaja ta opcija. Da vsi smo nekako upali, da bo vedno premirje, da si dejansko noben ne bo upal zaradi ekonomskih razlogov iti v napad. Ravno zaradi tega so tisti, ki ravno niso pri pameti, to seveda načrtno izrabili. Ojačali so svojo vojsko, svoj položaj. Dejstvo je, da ko bo vsega tega napada konec, kakršen že koli bo izid, res ne bo na svetu nikoli več tako, kot je bilo. Kajti Rusija se je postavila v položaj, kjer bodo njeni prebivalci to grdo čutili še na mnoga let. Vkolikor se to res ne bo zelo hitro končalo, menim, da bo šla Rusija nazaj v čase Sovjetske zveze. In sam menim, da bo ena glavnih posledic tega oboroženega spopada finančna kriza. Jaz nisem teoretik zarote, ampak včasih se mi zdi, da kot da je to nekako res vse načrtovano. A ni zanimivo, da, kot sem že omenil prej, korone kar naenkrat ni več in zdaj se še sam govori o tem. Zdaj je tudi se čedalje več govori, da ne bi tako Finska kot Švedska tudi vstopili v Nato. Ravno zaradi grožnje Rusije oziroma zaradi nevarnosti, da se Rusija res ne bo ustavila samo pri Ukrajini. Je pa dejstvo, karkoli se dogaja takole po svetu, da na žalost vedno je v ozadju denar. Denar je na žalost sveta vladar. In kot v veliki večini vseh teh vojn je šlo zgolj za egoistične igrice političnih veljakov, političnih norcev na plečih nedolžnih ljudi. Zapomnite vse to. V vojni nikoli ni nobenega zmagovalca. Naj se to čim prej konča.
se vidimo v naslednjih novicah.